Imate radi računalništvo? Imate radi elektriko? Radi programirate? Potem nas spremljate vsako sredo 5-6 na vaši televiziji v oddaji Robo TV. Pozdravljeni v novi oddaji Robo TV. Tudi danes sem z vami, da raziščemo nekaj novih stvari in danes se bomo posvetili Lego Spike. To je ta zadnji komplet Lego, ki smo ga spoznali v eni izmed prejšnjih oddaj, pa ga bomo malo primerjali mogoče proti, kako zgleda v primerjavi z Lego EV3. Namen današnje oddaje je, da bomo spremljali gibanje Spikea in potem bomo ravno tako spoznali senzorje in na kakšen način se Lego odziva. In glede na to, da programiramo v drugem programu, bomo mogoče tudi tale Lego Scratch malo bolj spoznali. Verjamem pa, da vam je Lego Scratch bližje, saj ga marsikdo spozna že v času osnovne šole. Najprej si bomo pogledali naš avtomobilček Spike, ki sem ga sestavil, poganjata ga dva motorja in na sprednji strani imamo še en močnejši motor, ki vrti tole sprednje, se pravi, neke vrste imamo neko dvigalko oziroma en del avtomobilčka, ki bo ob vrtenju bomo dvignali tole ročico in potem jo bomo spustili nazaj. To se pravi, upravljali bomo levi in desni motor za samo gibanje, kjer sta pričvrsteni obe dve kolesi. Pomembno bo, da bomo upoštevali, da ker sta ravno, se pravi, zrcalno postavljena motorčka, pomeni, da moramo vedno upoštevati, da je gibanje naravnost, na enem treba dati minus predznak, na drugem recimo pozitivn predznak, in potem se vrtita dejansko, da bo ta poganjala avtomobilček v isto smer. Od ostalih senzorjev pa lahko povem, tole imamo senzor oddaljenosti, to je ultrasonični senzor, ki je tudi zelo podoben senzorju, ki ga poznamo iz EV3. Potem imamo touch senzor, ki je nadgrajen s tem, da lahko ga samo vklopimo, potem pa tudi še meri naprej do 1 kilograma. Jaz vam potem bomo pogledali tudi v sami aplikaciji, kako se odziva ta senzor, to se pravi senzor dotika, in pa optični oziroma color senzor, to je pa, se pravi, ravno tako prebira odboj svetlobe na samo, se pravi, iz same površine oziroma prebira tudi barve. Zdaj pa mogoče najbolje, da samo pogledamo v sami aplikaciji, kako se tele senzori odzivajo in potem bomo naredili nekaj osnovnih programčkov. Zdaj si bomo pa kar pogledali, se pravi, senzorje oziroma naše dele motorja, ki so gibljivi in vse dejansko tudi naša pametna škatlica oziroma možgani našega robotka to tudi zaznavajo. Zdaj, če smo pozorni, tukaj prva zadeva je senzor dotika, ki je priključen na A vhod in ko ga pritisnem in začnem stiskati, se vidijo, da tale N narašča, to so newtoni in to pomeni, na vsakih 100 gramov pritiska zraste za 1 newton in tako dobimo tudi ne le, da imamo ta senzor oziroma stikalo, imamo celo nek silomer, kjer dejansko lahko tudi zaznavamo pritiske na ta senzor. Potem naslednji senzor, ki je vključen na B, je tale color senzor, ki je pri našem avtomobilčku obrnjen navzdol. Zdaj v tem momentu ne zaznava nič, tukaj imam pa kocko različnih barv, pa bomo kar zadevo preverili, ko približam zraven rdečo barvo, potem tale senzor zazna rdeč krožec, če vidite nad kazalcem miške, in zraven je številka 9, se pravi, številka 9 je barva, ki pomeni rdečo, se pravi, on lahko tudi v obliki številskega zapisa zazna, katera barva je. Zdaj bom pa zadevo premaknil in bom uporabil modro barvo in ko se bom približal, ko bo senzor zapeljal recimo na modro barvo, zazna številko 3 in zraven je narisan moder krožec. Pa poglejmo še, kako zazna zeleno barvo recimo. Je pa številka 5 in zraven je zelen krožec. Jasno, tudi tukaj imam mogoče še tole možnost, recimo možnost črne barve, takole, in imamo številko 0.
Tole imamo potem tele barve, se pravi senzor barv, potem imamo pa še 3 motorčke. In če jaz posamezen motorček vrtim, zdaj tole konkretno v stanju D, ko ga zavrtim, on dejansko zaznava, v katerem premiku je, noter je koračni motorček, ki šteje dejansko točno, koliko se zavrti neko kolo in je navedeno v stopinjah. To se pravi, cel krog je 360 stopinj in pomeni, da lahko tudi natančno na stopinjo natančno delamo neke obrate motorja. To je D, na drugi strani imamo C, bom tudi premaknil miško, zato da bomo bolj pozorni na tole. Se pravi, kaj se dogaja, ko premikam C, pa se zdaj C spreminja in pa spredaj še imamo E motorček, ki je za dvig tele naše rampe, s katero lahko mogoče tale kvader zagrabimo, kot smo podobno delali tudi nekaj oddalj nazaj z EV3. In pa senzor oddaljenosti za spremembo od EV3, ta ne meri do 2,5 metrov, ampak do 2 metrov, in tukaj imam zdaj jaz neko kocko in ko se približuje ta senzor, se pravi tej kocki, se potem oddaljenost spreminja in se pravi, meja je pa 4 cm, pod 4 cm pa potem ni več meritev in potem lepo se oddaljuje. Tako da lahko na centimeter natančno mi neko zadevo zmerimo oziroma točno na določeni oddaljenosti lahko avtomobilček nekaj opravi. Če pa kliknem na ikonco Lego Spike, nam pa dejansko tukaj nam bolj konkretno kaže celo polje, se pravi vsak motorček, vsak se pravi še po končni izvedbi, mogoče malo lažje si je predstavljati, sicer pa vse te parametre dobimo že v prejšnjem, se pravi že v tej osnovni, na osnovni strani. Tako, zdaj se bomo pa lotili prvega programa. Hkrati pa vas povabim tudi na ogled naše spletne strani www.vro.si in si oglejte vse zanimivosti, ki vas čakajo v smeri robotike. Tako kot v vseh prejšnjih programih, tudi tukaj imamo nekje začetek programa, se pravi, when program starts pomeni ob vključku, ob zagonu tega programa se bodo izvajale naslednje funkcije, ki jih bomo nizali drugo pod drugo. Zdaj, jaz bi najprej rad opisal v današnji oddaji gibanje tega motorčka, v naslednji oddaji bomo pa šli še v uporabo različnih senzorjev in nekaj primerov, kako lahko naš robotek rešuje neko nalogo. To se pravi, kot sem že povedal, uporabljamo najprej za gibanje, imamo tukaj motorčke in bomo poskusili kar dva motorčka, oba motorčka C in D smo prej ugotovili, da se gibljeta, se pravi, to sta obe dve kolesi, levo in desno kolo, pa bomo oba dva motorja, jaz raje uporabljam malo nižje vrednosti, zato da se zadeve mogoče malo počasneje odvijajo, ker se lahko bolj nazorno si lahko potem te stvari ogledamo. In jasno, oba dva motorčka bom tudi zavrtel, C in D, pomeni multiple, pomeni plus vmes, se pravi C plus D, se naj zarotirata, pa naj recimo naredita 5 vrtljajev. Pa bomo najprej pogledali, zdaj smo oba dva nastavili v isto smer, se pravi na 25 odstotkov v eno smer, naj naredita 5 vrtljajev in bomo videli, kako se naš motorček giblje. Prenesemo program, zdaj se iz računalnika prenese v naš Smart Hub, takole, zdaj bomo pa kar poskusili naš motorček pognati, takole. In če damo run. Se pravi, eno kolo, oba motorja se vrtita v isto smer, vendar za sam avtomobilček to pomeni dejansko, da se vrtita v nasprotni smeri in zato se naš motorček vrti. Se pravi, če še enkrat
pogledamo, kaj se zgodi, če smer vrtenja spremenim. Namesto vrtenja v desno bomo dali vrtenje v levo. Program prenesemo. In znova poženemo. Se pravi, prej se je vrtel v levo smer, oziroma iz mojega zornega kota je to v nasprotni smeri urinega kazalca. Sedaj pa, ko sem spremenil smer vrtenja, se pa vrti v smeri urinega kazalca. To je v bistvu obračanje na mesto. Zdaj bomo pa pogledali, kako bi lahko motorček ovinkal. Bomo pa lepo nastavili dve različni hitrosti. Kot smo že pri EV3 naredili, bomo tudi tukaj pogledali, če zadeva enako se obnese. Se pravi, bomo dali motorček C, ga bomo nastavili na 75%, motorček D bomo pa pustili naj miruje. Se pravi, bomo dali set nič in naj oba dva naredita 5 vrtljajev. To pomeni, kljub temu, da če D nastavimo na nič, to pomeni, da bo pri miru, in bomo pogledali, če se ta zadeva obnese, če lahko dela ovinek. Program prenesemo. Tako. In ga poženemo. Se pravi, zdaj se ravno tako vrti v nasprotni smeri urinega kazalca. Zdaj bomo pa pogledali, če spremenimo smer vrtenja iz levega v desno. Program prenesemo. Prej se je vrtel v smeri urinega kazalca, zdaj bomo pa preverili, če se sedaj vrti v nasprotni smeri. Tako. Sedaj in vedno ima desno kolo pri miru. Jasno, kolesi lahko zamenjamo, v tem primeru bomo pa spremenili smer vrtenja. Zdaj bomo pa še naredili blag ovinek. Se pravi, v tem primeru bomo pa eno kolo bomo dali, da bo hitrejše, drugo bo pa počasnejše in ga bom dal v nasprotni smeri, se pravi, ga bom upočasnil, ne bom izbiral število rotacij, ampak bom izbral čas delovanja in bomo pogledali, na kakšen način se sedaj premika naš robot. Se pravi, lev motorček imamo 25%, desen pa bomo spremenili še smer vrtenja. Zdaj nekako, če sem si prav zapolnil, bi ta zadeva morala iti v smeri naprej, blag ovinek v desno, pa bom videl, če sem prav ocenil zadevo. Takole in poženem. Tako. Se pravi, levo kolo rahlo prehiteva, desno zato kroži, pa mogoče bom še tukaj dal minus recimo 18%, da bo malo manjša razlika. Na tak način pričakujem, da bo naredil bolj blag ovinek, se pravi, da bo bolj viden. Takole. In zadevo bomo še enkrat preverili. Tako, zdaj gre pa v tak blag ovinek. In ravno nekje piše približno kot 90 stopinj. Zdaj bomo pa mogoče sam še zadevo malo nadgradili, bomo dali malo mešanega gibanja, pa bomo videli, na kak način se lahko naš motorček giblje. Takole. Tale program sem zdaj malo nekako naključno naredil, spreminjal sem hitrosti, smeri gibanja motorčka. Jaz bom zdaj tale program prenesel, pa bomo pogledali nekako malo naključno, nisem nič kaj razmišljal točno, kaj hočem voditi, da bomo videli, kako se recimo odziva. Zdaj se bomo pa pogledali naš program in poženemo.
Tako, s tem vas tudi lepo pozdravljam in se vidimo v naslednji oddaji. Pozdravljeni!